Pozdravljeni na današnjem Frodixovem webinarju, tokrat v precej ženski zasedbi oziroma v popolnoma ženski zasedbi. Moje ime je Jerneja, z nami pa je danes Barbara, ki bo govorila o tem, kako zrastemo od popolnega začetnika v pisanju do odličnega pisca. Ko je Barbara prišla v Frodix, ni bila popolna začetnica v pisanju, je pa, si upam reči, zrasla tudi med tem, ko je bila tu, kot sem rekla že enkrat, ko sem delala promocijo za tale webinar na svojem Facebooku, v polnopravno tekstopisko tule v Frodixu. Mi smo zelo veseli, da jo imamo in sem prepričana, da ima kar veliko dobrih nasvetov, ki jih bo danes delila z vami. Tako da, Barbara, kar izvoli. Hvala lepa, Jerneja. Bom še zardela v vseh teh pohvalah. Lep pozdrav tudi od mene. Tako kot je Jerneja že povedala, danes se bomo posvetili bolj temu, kako lahko vi razvijate samega sebe in ne toliko temu, kako pisati dober blog oziroma kako naj bi sam blog izgledal. In zdaj, tako kot pri vsaki stvari, ne glede na to, ali ste popolni začetniki, imate za sabo 1 leto, 2 ali pa mogoče 10 ali več let izkušenj pisanja, vedno je čas in pa seveda tudi prostor za izboljšave. Vaja dela mojstra in kot sem že rekla, tako kot pri vseh stvareh, dlje časa, ko se boste s tem ukvarjali, več časa, ko boste temu namenili, lažje vam bo pisanje tudi steklo, vendar pa se morate na vsakem koraku zavedati, da niste nikdar na točki, ko ste dosegali vse. Vedno se da še kaj popraviti in zato je zelo pomembno, da ves čas razmišljate o tem, kako se vi lahko razvijate, kaj lahko naredite. In danes vam bom jaz v webinarju dala mogoče nekaj smernic oziroma nasvetov, kaj pa lahko vi naredite oziroma kateri so ti ukrepi. Zdaj, lahko, da kaj od tega, kar bom danes že povedala, že počnete, je že del vašega vsakdana. Mogoče najdete kakšno novo idejo, lahko pa seveda tudi kaj prihranite za kdaj drugič, ko boste imeli malo več časa, da boste delali tudi na sebi, ampak vam pa na tej točki polagam na srce, da ne odlašate predolgo s tem, ker dlje časa, ko boste odlašali, težje se boste potem spravili k temu, da boste iskali rešitve oziroma načine, kako se izboljšati. Moje prvo priporočilo je, da ogromno berete. Mogoče se zdi to nekaterim zelo samoumevno, ampak moje mnenje je, da to še vedno počnemo premalo. Tudi jaz vem, da pri sebi, čeprav zelo rada berem, si pogosto ne vzamem časa, da bi pa brala prav to, o čemer jaz tudi pišem. To pomeni, da si morate najti oziroma slediti avtorjem, ki pišejo o podobnih temah, kot pišete vi, ki so že uveljavljeni, imajo že nek stalen oziroma velik krog bralcev. Tako da ne se omejiti samo na knjige pa na neko, bom rekla, običajno literaturo. Seveda je tudi to zelo priporočljivo, če ne zaradi drugega, že zaradi tega, da ostanete v stiku z jezikom. Ampak bolj pomembno je, da berete bloge ali pa kakšne druge prispevke, ki so objavljeni kje drugje, in se učite od najboljših. Pomembno je, da ves čas raziskujete in se učite od tistih, ki imajo že mogoče malo več kilometrine od vas, ker če se ne boste učili od boljših, boste tudi vi ali obstali na točki ali pa celo nazadovali. Zato še enkrat, opazujte, kako pišejo drugi, mogoče dobite kakšno novo idejo, kako bi vi lahko osvežili svoje pisanje. Tako da res, veliko berite, izobražujte se, raziskujte, ampak ne biti pa pozorni samo na to, kaj je nekdo napisal, ampak tudi kako je to napisal. Torej, kakšen je njegov jezik, kakšen je njegov slog, in s tem boste našli tudi nek svoj glas,
kako boste pa vi svojim bralcem sporočali tisto, kar jim pač želite sporočiti. Drug moj nasvet oziroma rečemo temu smernica bi bila pa to, da veliko pišite. Mogoče se to zdi malo smešno, če se dejansko preživljate s tem, da pišete različna besedila, ampak pri tem nasvetu imam v mislih predvsem to, da vsak dan poskusite napisati nekaj novega. Ni nujno, da je ta novost ravno povezana z vašo službo, lahko gre čisto za, ne vem, opis vašega dneva kot neke vrste dnevnik, lahko samo neke kratke pesmi, misli, ideje zapišete. Kar je pomembno pri tem, da redno pišete, je to, da s tem ustvarjate občutek domačnosti, občutek sproščenosti in tako vam tudi takrat, ko bo pa pred vami res en zelo zahteven tekst, težek tekst, ko se boste mogli mogoče o temi tudi še kaj dodatno pozanimati, jo naštudirati, v tistem trenutku bo vam veliko lažje potem pristopati do samega pisanja, ker boste v tem zelo domači, ne bo vam težko. In zaradi tega še enkrat veliko pišite, ker tudi za pisanje velja čisto enako kot za vse druge sposobnosti oziroma znanja, vaja dela mojstra. In pogosteje, kot boste pisali, boljše vam bo šlo od rok. Zdaj, nič pa seveda ne škodi, če boste pri tem tudi uživali, a ne? To je pa tudi en zelo pomemben dejavnik. Pri piscih je pogosto tudi tako, da pride neko sušno obdobje. Takrat nimamo nobene ideje, imamo mogoče z drugimi stvarmi veliko dela, smo obremenjeni tudi s kakšno osebno težavo ali pa mogoče se nam malo bolj dogaja v nekem obdobju in takrat je potem še veliko težje najti navdih za pisanje, sploh če pa nekaj morate nujno napisati in oddati. Zato vam svetujem, da kadarkoli imate kakršnokoli idejo, si jo zabeležite. Danes ima večina od nas vedno pri sebi kakšen telefon ali pa drugo mobilno napravo, lahko imate tudi kakšen blokec, pa kuli in dajte si vse te ideje, ki se vam porodijo čistko, ne vem, v trgovini ali pa med tekom oziroma, ne vem, ko greste domov z vlakom, z avtobusom, kakorkoli, takrat, vsaj jaz, no, dobim kakšno asociacijo, ko eno stvar ali pa mogoče celo osebo vidim, ki mi da kakšno dobro idejo, a ne, potem padem v neki tisti tok misli in če si jaz te ideje ne zapišem, je precej velika verjetnost, da danes, ko smo z vseh strani bombardirani z milijon informacijami, enostavno take zadeve pozabimo. Kar je pa v bistvu zelo škoda, a ne, ker ravno takrat, ko smo neobremenjeni, ko smo sproščeni, dobimo lahko odlične ideje in mislim, vsaj meni se zdi, da je res škoda, da tega ne bi izkoristili. Tako da, saj pravim, jaz to naredim, si zapišem kakšno zadevo in potem, ko nimam časa res razmišljati, kaj bi pa napisala ali pa ne dobim nobene pametne ideje, enostavno pogledam v tale svoj arhiv in potem je veliko lažje se spraviti k pisanju, pa potem tudi kaj dobrega napisati. Še en zelo pomemben dejavnik pri pisanju oziroma pri vas kot piscih je to, da načrtujete. Zdaj, eno je načrtovanje, ko si postavite recimo datume in roke, ko boste posamezen zapis na blogu ali pa kakšen članek objavili, da pač veste, a ne, koliko časa lahko porabite, kdaj mora biti objavljen. Zdaj, to je pomembno predvsem takrat, ko se odločite, da boste zapise objavljali v nekem enakomernem razmaku, ne vem, enkrat na teden, na 14 dni, enkrat na mesec. To ni tako zelo mogoče pomembno zaradi vas samih kot piscev, ampak zaradi pričakovanj vaših bralcev. Ker ko se vaši bralci navadijo na neko dinamiko objav in če ste jim zanimivi,
potem bodo šli tudi vsak, ne vem, petek, četrtek, oziroma kadarkoli vi objavljate, pogledati na splet. In če bloga oziroma zapisa na blogu ne bo, bo neko razočaranje. In poskušajte biti tudi kot pisci odgovorni in trenirati tudi to načrtovanje. Pri tem vam je na primer lahko pomoč ravno prejšnja točka. In če boste pridno beležili svoje ideje, bo tudi ta proces načrtovanja veliko lažje stekel. Lahko boste tudi recimo kakšne sorodne ideje povezali, naredili neko fajn povezano zgodbo in dali še tisto nekaj več svojim besedilom. Tudi če že imate, tako kot sem prej rekla, neko okvirno temo oziroma vsaj izhodišče, bo pisanje veliko, veliko lažje steklo. In zato je tudi načrtovanje zelo pomembno pri tem, pač kako se vi razvijate kot pisec. Veliko lažje boste tudi spremljali in opazovali svoj napredek, tako da tega tudi ne spustiti. Je tudi zelo pomemben del tega, kako se vi razvijate kot oseba in kot pisec. In ko enkrat vi že imate neko idejo, o čem boste pisali in ste besedilo že zaključili in vanj vložili veliko enega truda, dajte ga vedno tudi še enkrat pregledati. Torej, vedno preberite za sabo, ker meni se velikokrat zgodi, da pač v tem svojem toku misli, ko sem, tista poved idealna, super, čudovita, ampak potem, ko grem pa še enkrat za sabo prebrati, pa vidim, da mogoče nekdo, ki pa ni tako zelo v tej temi oziroma domač na tem področju, pa ne bo vedel niti malo, kaj sem je želela povedati. Tako da medtem, ko berete, boste videli, a je kakšna poved majhen čuden oblikovana, a so kakšne zadeve nejasne. Velikokrat se zgodi, da vmes spreminjate kakšno poved, pa ena beseda ostane še od prej in potem stavek nima smisla, pozabite kakšno ločilo, ustavite preveč mašil, kot naprimer paji, pa ini, pa naprimer. Tako da s tem, ko greste še enkrat za sabo pregledati, prebrati besedilo, poskrbite za to, da bo besedilo jasno, razumljivo, pa zanimivo. In če želite postati res dobri pisci, naj vam pride v navado, da res vedno pred oddajo v lekturo, če imate recimo lektorja, ali pa preden objavite besedilo, še enkrat preberete. In to zelo zbrano in natančno od besede do besede. Če imate to možnost, vam priporočam, da berete na glas, ker na ta način, ko se slišite, tudi veliko hitreje in lažje prepoznate neke čudno oblikovane stavke in ugotovite, a sama poved lepo teče, a se zaključek odstavka lepo zlije z naslednjim in tako naprej. Da pa bi se tudi kot pisec razvijali, morate biti pa tudi majčkeno samokritični do sebe. In zdaj, če boste vedno zadovoljni čisto vsem, kar napišete, vsaj po mojem mnenju, ne boste napredovali. Ne se izolirati, včasih tudi, ko si ti zelo vpet v neko temo, v neko dogajanje, niti ne vidiš več drugih zornih kotov. In zato vam priporočam, da v ta svoj ustvarjalen pisateljski proces in prostor spustite tudi kakšnega ali sodelavca, mogoče prijatelja ali pa drugo osebo, ki ji zaupate, ki veste, da je tudi podkovana na področju, o katerem pišete. In to osebo potem prosite, da tekst še oni za vami pregledajo. Oni, ker se niso ukvarjali tako zelo intenzivno s pisanjem tega dotičnega teksta, ki ga pregledujejo, so zelo neobremenjeni. In oni so tisti, ki vam bodo podali iskreno mnenje, kje lahko še kaj popravite, kaj bi bilo fino spustiti, zato ker nima nobene dodane vrednosti in samo dolgoveste, na katerem mestu postanete dolgočasni ali pa mogoče vam povejo, kaj bi bilo še pametno vključiti, da bi bilo besedilo bolj sočno, bolj berljivo, zanimivo za bralce. Seveda je fino, če ima ta oseba malo več izkušenj kot vi,
ni pa to nujno, a ne, lahko sta tudi na približno isti stopnji, pa bo ta oseba ravno zaradi neobremenjenosti, ki sem jo prej omenila, lahko videla napake ali pa pomanjkljivosti, ki jih vi prej niste. In zdaj, ne glede na to, a vas oni pohvalijo, vas malo pokritizirajo, dajte jim prisluhniti, kaj vam imajo za povedati, in tudi njihovo mnenje vzemite kot nekaj pozitivnega in na tem gradite svojo rast. Ne biti užaljeni, če pride do kritike, vzemite jo res kot zelo dobronamerno in jo izkoristite za to, da boste vi postali boljši. Seveda pa se tudi ne pozabite zahvaliti za nasvete, ker mogoče boste pa še kdaj ga prosili in je fino, da ostajate tudi s svojimi sodelavci v dobrih odnosih. Ne glede na to, ali vas pokritizirajo ali vas pohvalijo. Potem je pa zelo pomembna stvar še to, da ustvarite nek svoj stil, nek pečat osebni, ki ga date vašemu besedilu. Kot sem rekla na začetku, fino je, da se učite od najboljših. Lahko kakšno stvar, če vam je všeč, če vam je zanimiva, seveda uporabite tudi v svojem besedilu, ampak ni pa nujno, da čisto do vsake pike in vejice posnemate njihov slog. Če je le možno, oblikujte svojega, ker ne vem, slog, ki na primer ustreza Jerneji, bo mogoče meni zelo tuj, oziroma ko bom jaz nekaj napisala v Jernejinem slogu, bo izgledalo tako umetno narejeno, ker enostavno to nisem jaz. In tudi vi morate v svojem pisanju najti svoj jaz, svoj glas in ne se bati ga izraziti. Verjetno vsaj na začetku se boste malo lovili, tudi jaz se še vedno kdaj pri kakšnem tekstu lovim, kako bi pa to napisala, da ne bi bilo pa mogoče majhen preveč. Tako da lahko začnete z nekimi malenkostmi, kot je en poseben zaključni pozdrav ali pa mogoče nagovor, ampak imejte vedno v mislih, no, da s tem izražate tudi sebe, svoj osebni slog, ne pa pri tem pozabiti naslovnico. Še vedno je zelo pomembno, da seveda lahko včasih tudi kakšno pogovorno besedo uporabite, ampak ne pa preveč daleč zabresti v kakšen sleng, pa izpuščanje črk in vejic in tako naprej. Sicer, zdaj se počasi bližamo koncu in na zadnje mesto sem jaz postavila empatijo. Je pa to ena izmed pomembnejših stvari, ki jih mora imeti pisec. Torej, zelo pomembno je, da vi začutite, kaj vaši bralci pričakujejo, in to lahko dosežete tako, pač, da že berete in se s tem bolj vživljate recimo v različne situacije. V podjetju, na primer, če pa pišete blog za vaše podjetje, je pa zelo pametno, da stopite tudi do prodaje oziroma do sodelavcev, ki delajo v službi za pomoč in podporo strankam, in njih vprašate, kaj dejansko vaše stranke želijo, s kakšnimi težavami se srečujejo, kdaj te težave nastopijo, mogoče tudi kakšne odgovore potem vaši sodelavci oziroma odzive dobijo nazaj. Vse to je pametno si zapomniti, si mogoče celo nekam zapisati, da boste lahko potem v svojih zapisih to tudi uporabili, oziroma boste lahko svojim bralcem ponudili zares koristne vsebine. Je pa še ena zelo pomembna stvar, o tistem, o čemer pišete, morate res veliko vedeti. To pomeni, ni nujno, da ste specialist oziroma strokovnjak za tisto področje, je pa zagotovo nujno, da preden nekaj napišete, to tudi preverite. Ni pametno, da mogoče nepreverjene informacije ali pa celo napačne navajate noter, ker ko enkrat stranke oziroma vaši bralci to ugotovijo, enostavno se izgubi zaupanje, ki ga boste zelo težko pridobili nazaj. Zato je zelo pomembno, da gradite ta zajemen, zaupen odnos z vašimi bralci, in empatija vam lahko pri tem zelo, zelo, zelo pomaga.
Torej, če zdaj malo na kratko povzamem, pri pisanju morate res imeti v mislih svoje bralce, razumeti morate, kaj so njihove težave, in potem v besedilu na podlagi svojega pridobljenega znanja, pa tudi izkušenj, podati neke smiselne rešitve za njih. Morate pa seveda pri tem ustvariti tudi čez kakšen zanimiv naslov, pa seveda vsebino zapisa, o čemer pa smo v Frodixu že kar nekaj govorili v preteklih webinarjih, pisali tudi na našem blogu. Zagotovo bomo pa pripravili še kakšno vsebino, ki vam bo lahko pomagala na tem področju. Torej, zdaj smo prišli do konca. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Kot sem rekla na začetku, to so neke osnove, ki vam lahko pomagajo, da boste ne samo pisali boljše tekste, boljša besedila, ampak da boste tudi vi rastli kot pisec, si širili obzorja, ker v bistvu lahko samo na ta način izboljšujete tudi svoje tekste. Če imate še kakršnokoli vprašanje, mene osebno dobite na e-mail naslovu barbara.rus@frodix.com, lahko pa seveda kontaktirate celotno ekipo in mi se bomo potrudili, da vam čim hitreje in čim bolje odgovorimo na vaša vprašanja.